Ameriki je tako, da se stvari zelo hitro spreminjajo. Če nekdo dobi neko idejo, kako voditi korporacijo, se zelo hitro drugi skopirajo. In tako so skopirali tam sistem napredovanja po sposobnostih. Je pa kaj pa kriterije sposobnosti? Mislim, to je tudi verjetno težko definirati objektivno neko to je zelo pomembno, ampak sistemi v Ameriki so zelo dobro izdelani. Mislim, da to je ena pomembna stvar, ki bi se v Sloveniji res gledovali. Kako ugotoviti, da je nekdo dober? Imamo sistem priporočilnih pisem, ki so bistven element pri izbiri kandidatov, pri napredovanju praktično pri vsem. Torej, kandidat, recimo, če hoče dobiti službo, mora dobiti od 3, mogoče tudi 5 pisem najboljših strokovnjakov z tega področja. In če so ti ljudje pripravljeni garantirati, da je ta človek zelo dober na tem področju, pomeni, da je dober. In ocene same po sebi nič ne štejejo. In to se začne že v zelo zgodnem obdobju. Recimo, če nekdo konča gimnazijo, mora dobiti priporočilno pismo, da se lahko vpiše na fakulteto. In recimo, če nekdo se trudi zadnji trenutek spremeniti oceno, da bo imel recimo 5 ali pa 10, da imamo 5 tudi, to mu nič ne koristi. Ker bo profesor potem napisal, da v resnici on ima 5, ampak v resnici pa moče biti podobno. Recimo. Torej, se ne splača. Priporočilna pisma so zelo, zelo pomemben del tega kakršnega koli kadrovanja. In podobno je pri napredovanju v znanosti. Recimo, če hočeš dobiti tako imenovan tenure, kar pomeni redno službo na katerikoli univerzi v Ameriki, moraš dobiti od 12 pa do 15 priporočilnih pisem najboljših ljudi, med njimi mora biti vsekakor bilo nagrajenec. In torej, oni morajo te poznati osebno, najboljše, če te osebno poznajo, ali pa vse to je delu. Ne smejo sodelovati s tabo, ker če so sodelovati s tabo, pomeni, da bo pismo recimo, to so tako od strani take, in na tak način se kadri dokaj dobro izbirajo. In sistem ni perfekten, je pa sigurno boljši, kot pa če se v resnici zaposluje po drugih kriterijih. Mislim, imamo v Sloveniji zelo hude težave z zaposlovanjem po znanstvih, No, ti si imel tudi težave. Imamo tudi priporočilna pisma, pa vzgibi so drugi. Ti si imel tudi težave pravzaprav pri iskanju zaposlitve, če je sprav poznam. Ja, mislim, težave. Težava je najbolj tako, ko imamo večino mladih ljudi. Torej, ko sem končal v Ljubljani fakulteto, je bilo zelo težko dobiti v Ljubljani službo. Ni bilo nemogoče. Jaz sem končal leta 2002, 2002 sem končal doktorat. Leta 1997 sem končal fakulteto in takrat je bilo zelo enostavno. Takrat je bil ta velik boom v information technology. In sem dobil službo v Hermes Software, kjer sem se zelo dobro počitil, idealna služba takrat. Ampak jaz takrat nisem vedel, da se bo svet spremenil leta 2001, ko je bil dot-com collapse. In tisti je bilo predobro, da bi lahko bilo res. In sem imel po svoje sreče, da sem se takrat odločil, da ne bom ostal v podjetju, da ne bom vzel toliko potrebno službo, sem pač imel občasno službo in sem študiral naprej fisko. Leta 2002, ko sem doktoriral, sem imel že izmenjeno v Nemčiji, v Münchnu, da bom šel delati v neko precej znano firmo, ki dela te spominske module RAM. In leta 2001 sem bil praktično imel službo v žepu in sem pričakoval, da bom zignil telefonsko slušalko in bom šel, ko bom doktoriral. In potem pokličem leta 2002, kdaj pa se lahko pojavim, pa rečejo, ups, ne bo nič. In to je bil takrat dot-com collapse. Jaz takrat po bistvu vedel, kaj se je zgodilo. Svet se je spremenil čez noč. Ampak bil problem tem, da so vse te firme začele propadati. Zelo hitro, se spomnite, velik kolaps. In takrat naenkrat so vse te tudi firme v Sloveniji začele zmanjševati število zaposlenih. Sicer je bil kolaps manjši kot zdaj, ampak zdaj sem prepričan, da večina mladih poskuša iskati službo, se srečuje s podobnimi hujšimi težavami. In torej za mlade ni bilo nekega dobre službe. In potem sem skušal ostati v znanosti in v znanosti, dobil sem nekaj ponudb v privatnem sektorju, ampak večina teh služb je bila takih v manjših firmicah, zelo riskantne službe,
veliko moraš pokazati zelo kratkem, ne? In sem se odločil, da boš ostal v znanosti za nekaj časa. In v znanosti je tako, da v Slovenija prvič da relativno malo za znanost, ne? In tisto, koliko da, razdeljuje tako, da dobijo tisti, ki so že pri koritu, ne? In za mlade zelo redko kaj ostane, ne? Mislim, mladi praktično ne morejo zraven. Razen, če imajo direktno vez, ne? Zelo osebnih vez. No in tako da je bilo tja zelo težko prodreti. Sicer veliko ljudi v Ljubljani čaka, ne? In imam veliko mojih kolegov, ki so enako stari kot jaz, ne? In že zbiri čakajo, ne? Na prvo mesto v Ljubljani, ne? In mogoče bo kdaj dobili, ampak najverjetneje ne. Se tudi mladi dirigenti nimajo nekih priložnosti, kot je zdaj situacija. Mislim, da je fino težje zaradi te situacije, ker pač pri nas je, ne vem, jaz sem par let predaval tudi na glasbeni akademiji in vem, da je res težko dati eno mlademu šanso. Takrat je pač, ne vem, jaz mislim, da je ogromno sreče treba nekaj v tem klicu. Tako bo rekel pri vsakem. Ampak tu še posebej zato, ker pač orkester ti ne moš pri dirigiranju, je ta problem, da ti ne moš sam doma vaditi, ker pač imaš orkester doma. In tako da zdaj, če ti po luftu mahaš, ali pa so špegli gledaš, ali pa ne, pač nekaj delaš, to ni glih, da bi ti, mislim, da bi ti nekako dosti lahko pomagal. Je pa mogoče res to, da je zdaj, za razliko od prej, se mi zdi, da je mogoče dejstvo, da si ti bil iz Slovenije, so ti vsaj te prve možnost so ti dali. Zdaj pa se mi zdi, da je bolj važno to, da nisi iz Slovenije, zato da dobiš prvo možnost v slovenskem filmu. No, to sem te namreč jaz hotel malo iz Jovana tudi vprašati. Marko zdaj dirigira vse povsod, trenutno pa v Sloveniji, pravzaprav ali ne dobi prave priložnosti, oziroma se niti posebej ne trudi za to, da bi jo dobil. Z izjemo Preval in koncertnih večerov, ki jih organizira Joško Kert. Tam jaz pridem kadarkoli, ko bo Joško klicu, se bomo zmenili. To spomni. Zdaj govorim veš. No, ampak ne, sej, jaz mislim, da po mojeni strani je tudi logično, zato ker jaz sem bil, ne vem, od 87. leta do 2003, se pravi, to je 16 let, sem bil v Slovenski filharmoniji in to je za življenjska doba dirigenta je ponavadi tam 6 let v enem orkestru, polti moja pa zadost. Včasih tako, recimo pri zakonu je, jaz nisem poročen, pa ne vem, sam 7 let je kriza, po 7 leti je kriza. To tako je približno pri orkestru. Tomaž tudi ni poročen. Pa ti boje. Ja, v 7 letu se začne kriza, pa je pa spet fajn. No, teda, jaz mislim, da je tu pri psihološka meja je tam nekje, pri 6-7 letih. Pol pa moraš počas pač iti nekam naprej, zato je pol. Zdaj, kar je bil jaz mnogo več kot pa to in se misli, da je tudi logično, da na en način, če si bil toliko prisoten pravzaprav vseh, jaz sem vse posod v Sloveniji, z vsemi 4 orkestri, ki so obeh operah, pa filharmonija, radijski orkester delo in se mi zdi, da je tudi po na en način tudi čist higienično to, da me zdaj en cajt ni. No pa že je bolj pač že prišel nazaj. Je pa dirigiranje v bistvu tudi kar nevarno polje, čeprav sem razbral iz enega tvojih intervjujev, ti si namreč rekel, da je dirigiranje zate kot droga. Ja, to je, mislim, to je bolj povezano z enim občutkom. Recimo, jaz ne vem zakaj, ko je Kristjan je tudi rekel, da za njega je bila skozi fizika. Ti si tudi to nekako vedel, ali se ti je zdelo, ali si čutil, ne, mislim, vedel. Jaz sem se, recimo, klavir me ni čist notko tega. Zato smo tudi mi, jaz tudi ukvarjal z različnimi vrstami muzike, takrat, ko smo imeli rock ensemble tu, ko smo strašili okoli po Koroški. Pa pol sem malo jazz špilil, pa v hotelu Union v Ljubljani sem špilil, pa na Dunaju sem špilil v enem nočnem klubu. In to je bilo do neke mere seveda tudi malo zaradnarja, ker se je pač normalno, po 19 letih se ti zdi, da moraš imeti več denarja, ko ga imaš. Pa pol pogledaš, da je v bistvu vseeno.
Ampak jaz sem še začel z dirigiranjem ukvarjati zato pravim, da je to tako droga, zaradi enega občutka, ko sem imel prvi koncert z orkestrom Akademije za glasbo, prva vaja, prvič sem bil čist frapiran na tem, kaj slišim jaz zdaj, kako se čuje to, če sem na odru zraven, mislim, pred orkestrom, je čist drug zvok, ko smo ga vi navajeni iz dvorane. No in to se mi je zdelo, da je po eni strani mi je bilo strašno težko kontrolirati to, kar sem slišal, po drugi strani je bil pa en tak občutek, ko sem mislil, da za tega to bi pa... In od takrat naprej tega ne bi več hotel pogrešati v življenju. Takrat naprej sem pač se ukvarjal sam še z dirigiranjem. Nisem več, me tudi zdaj že po radiju poslušal včasih, se mi je zdelo tak recimo, ko so pred 15 leti, se mi je zdelo, da nikoli ne bom jaz odprl radija, ne vem, kjerga poli, Val 202, pa da ne bi poznal enega komada, ko ga bih kar govoril. Zdaj ne poznam nobenega. In tako da... Poslušaš kaj pop glasbo, tudi rock glasbo še vedno? Stare komade. Ja, to že. To poslušam, ampak zmerno manj, zato ker pač če moram meni je tišina super. Jaz sem najbolj srečen zdaj, če je tišina. To grem včasih na morje, po take bolj oddaljene place, tako da imam mir. Zmerno manj poslušam. Tudi v avto, recimo, včasih sem skozi poslušal radio, zdaj ne več. Mislim, da je to tudi ena zasvičenost, ker pač se tek muzike moram dati skozi. Mogoče bi bilo tudi, recimo, če bi Kristjana vprašali, če vam pol se ukvarja z sestavo, ne vem pojma v fiziki, tako veš. Samo recimo neki, kje si na dopustu, pa bi začel neki šrofa tam. Ko pride na dopust, najprej pogledati, z kakega materiala je nizna. Ja, pa brez računalnika pa ne gre prekava, ne? Zato on skozi švede, zato da dobro vse razmisli do tu. Sam ni vedel vprašanja, tega ne more vedeti vprašanja. Na kak način pa v fiziki zabredeš v tako neko obliko odvisnosti, da greš globlje. Tudi verjetno neke sorte droga. Ja, če te nekaj zanima, hočeš rešiti, ne? Ampak te probleme imaš, ko si zelo mlad, recimo, ko si študent, pa ko si postdoc, ne? Tem, ko dobiš mesto profesorja, pa tega ni več, nažalost. Zato, ker takrat moraš pa postati menedžer. Takrat pa delajo tvoji študentje in postdoci delajo v resnici zanimive stvari, res rešujejo resne probleme, ti jih pa v resnici samo še nadziraš, samo slišiš, kako jim ne rata ali jim rata. Izkoriščaš pa ne. Zelo redko v resnici sam delaš, nažalost. To je v resnici slabo. Po mojem ta sistem slab, ki se pa več čas protežujemo, da bi radi tukaj sami naredili, ampak enostavno časa ni. Nažalost je tako vse v Ameriki, da je treba več čas pisati neka poročila, neki projekti, neki dokumentacija. Te dokumentacije, te papirologije je zelo velik. To je globalni problem. Nažalost je tudi v Evropi še slabš. V Ameriki se vse trudijo to zmanjšati, ampak kljub temu je tega toliko, da je zelo malo ostane za znanost, kar je po mojem zelo slabo. Sem pa opazila, da ste lani tak čas približno imeli prvega študenta, ki je doktoriral, pa je šel takoj na postdoktorski študij. Ja, letos smo Kak je pa ta občutek, ko nekoga vzgojiš do te mere? Ja, to je ena izmed najbolj pomembnih stvari vsakega profesorja, da pač ima dosti svojih študentov, ki jim uspe nekoč. In to je najpomembnejša stvar, ki je naredimo. Velja isto za orkester, verjetno. Ja, analogno na nek način. Seveda, pa jaz sem se tudi ukvarjal s pedagoškim delom. Jaz sem imel 10 študentov v Horjulu, ker je bil na Akademiji za glasbo, takrat sta bila dva oglasa. Eden je bil, da iščejo profesora klavirja v Horjulu in drugi je bil, da iščejo pianista v nočnem baru v hotelu Union. Pa sem šel v Horjul, zato ker sem bil dobro vzgojen od staršev. In sem ne glede na to, da bi takrat vedel še takrat, da bi moral iti na one concert, ampak sem šel nekrat tja in sem dolgo 10 študentov prvega letnika klavirja in zato jaz še bolj dam kapo dol Dorici Rebrdnik, ker ona je vedela, kaj mora narediti z mano, ko ste jaz preštota. Medtem, ko jaz nisem vedel. Jaz nisem imel pojma in jaz sem jih učil 1 uro in pa sem se spakiral nazaj v svojega spačka in sem se pel v plan in sem rekel,
odpoved. Tako da odpoved. In sem vzel to drugi, sem šel v Unijo. Tako da, pedagoško delo, ne, pri orkestru je pa, to je... Včasih je z orkestri včasih super, včasih je pa res težko. Zato, ker se naredi, nima to dosti zveze z kvaliteto, ali zdaj dirigent dobro, ali orkester dobro. Lahko vadba super, pa kemija ne štima. Tu res gre za ene stvari, ki so mogoče povezane na ta način, zakaj mi z enim človekom gremo na kavo, z enim pa ne gremo na kavo. To pa že fizika tudi. Vse je rekel, kemija in fizika, jaz sem del kemijo zmešač. In pri orkestrih je podobno. Oni vejo že, mislim, tega jaz nisem vedel, oni so meni zdaj že v tretjem orkestru, kjer sem stalno zaposlen, so mi rekli podobno stvar, da so oni vedeli, da mes ratu šef, dirigent v tem orkestru, tisto minuto, ko sem prišel na oder, na prvo vajo. In jaz ne vem zakaj, mislim... Se poklopi. Oni so rekli, da na način, s katerim so... Je le problem, recimo, tako je zdaj tudi problem meni, mislim, zato, ker pač najtežje zmenim doma, posebej pa govorite ene stvari, ko so do neke mere tudi intimne, je težko. Tudi Kristjan je rekel, da ne bo neč govoril, pa zdaj, kar govori. Vse bo tako da, mislim, ni tako enostavno, posebej pol pa, če moraš govoriti o enem jeziku, ko ni tvoj, recimo, če moraš ti predavati v angleščini, meni je tudi dosti težko, zdaj recimo v Franciji, jaz ne znam francosko. Sam zdaj že govorim, oni se en cajt se režijo, en cajt, pol je tako, da jaz rečem eno številko, pa recimo smo mi pre ene številke, pa rečem eno, ko imamo številke na notah, ali mislim, pač od 1 do, ne vem, 200 po posameznih taktih, pa jaz rečem, tak številka tek, pa se začnem vsi to delati, ali kaj se spet rekel, ali pa bom rečem, ja, pa je, ne vem, Kalon, pa Kartevox, pa jaz to vse mešam. In pač do neke mere je zabavno, do neke mere je pa včasih imaš pa tudi en velik problem, tako da je to... Še nekaj, prej smo v Indijo in Kitajsko je Kristjan nekako preslišal, da se bo potem verjetno vrnil. Tam pa še nisi dirigiral. Jaz sem bil na Kitajsko, ja, dvakrat, enkrat. Kako si se pa danes porazumel? Če je že francoščina ta problem. Ne, se je bil hec, ja. Jaz sem dirigiral eno orkestru, ki se mu je rekel Shanghai Symphony. In začelo se je tega, so prišli z avtom po mene v hotel in šofer je govoril angleško. In je rekel, I bring you to the manager. In sem se rekel redu in sem se vsedel zadaj me prvo in je vozil tako Fittipaldi po grozno. Jaz mislim, da tega ne nikoli preživel. No, posel prišel pa tja v koncertno dvorano in tam je bil en direktor orkestra, ki je naredil tak, pikuna klasična fora, ali mislim, on naredi tak, jaz tudi se priklonim, on mi reče neč, jaz ne rečem neč. Posel se gledam en cajt in smo pač tam. Pol on da flašo vode na mizo, si nalije, pa meni nalije.